Hvaljen Jezus in Marija, naši dragi prijatelji in gledalci. Trenutno smo v mesecu oktobru in cel mesec oktober je namenjen misijonom. Spominjali se bomo predvsem misijonske dejavnosti naše katoliške cerkve. Letošnje geslo se glasi Misijonarji upanja med ljudmi. In kot prvič tukaj v studiu naše televizije Exodus z velikim veseljem pozdravljam misijonarja, trenutno pa župnika v župniji Brusnice, Toneta Kerina, ki je že kot novomašnik odšel na misijone na Madagaskar. Na Madagaskarju je svoje poslanstvo opravljal kar 39 let. Poleg oznanjevanja evangelija je zgradil 26 cerkva, 30 državnih šol in 2 zasebni. Zaradi zdravstvenih razlogov pa od meseca februarja 2023 živi v Sloveniji. Svoje bogato misijonsko delo sedaj nadaljuje v župniji Brusnice, kjer se glas o njegovih gorečih pridigah že širi ne samo med župljani, ampak tudi po družbenih omrežjih. O njegovem bogatem življenju bom spregovorila danes. Gospod Tone Kerin, lepo pozdravljeni tukaj pri nas. Hvala lepa. Jaz predlagam, da začnemo z molitvijo. Bom jaz probal kar v madagaškem zmoliti. Oče naš, pa ga bomo pa še po slovensko zmolili. Lepo prosim. Amni narani rajšen zanaka šen fanaj mašina, amen. Rajna janen danč, u mašina nene naranov, u tunga nene fancaka nov, tanteraka nene siča ponov, eti antane taka nene danč. Umeva naj njuni hane naj šananč, a veloni fauta naj, taka ne mela naj zena navrat tam naj, a zavela nov vazuni fito manđaci zaj, famana fa najmni raci, amen. Zdaj pa še po slovensko zmolimo za vse naše drage poslušalce in gledalce. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Tako, gospod Tone Kerin. Zdaj ste v Sloveniji, zdaj molite Oče naš po slovensko. Ja, zdaj molimo Oče naš po slovensko. In včasih je to zdi, da je kar po malgaško nazaj. Ne? Malo potegne nazaj. Samo je zanimivo, ker je Oče naš, ga po slovensko je po malgaško moč, ne? To je molitev, ki skup daje vse ljudi, zedinjuje ljudi. Ne? In to jaz sem videl na Madagaskaru, kjerkoli smo bili, ko začneš Oče naš moliti, ljudje čutijo, da je to molitev enotnosti, edinosti. Ne? In zato jaz tako rad včasih tudi malgaško zmolim, da povem ljudem, če ne bi bilo Jezusa, sploh ne bi drugega poznali. Če ne bi bilo Jezusa, sploh ne bi mi vedeli, da je Afrika, Madagaskar, vedeli bi, ampak daleč od nas. Ne? In sem rekel zančenim ljudem, kaj če mislijo v Afriko, pa kam drugam, kjer bom zgubljen. Se rekel, ne, ti si kristjan. Ti, ko prideš v deželo, tudi če vse zgubiš, samo v cerkev pojdi. Ker v cerkev boš najdel Jezusa in v cerkev boš najdel ljudi, ki te bojo vedno zraven k tebi stopili, bo rekli, se to je naš brat, to je naša sestra. In če si veren in res veruješ v Jezusa, skoraj ne moreš biti na tem svetu zgubljen. Imaš vednega prijatelja nekaj, ki te bo rekel, pojdi k nam, če si zašel, pojdi nam, ti bomo pomagali. Zaradi Jezusa. Jezus združuje. Kjerkoli smo, Jezus združuje. Da je ta molitev res lepa, Oče naš res lepa, v katerem koli jeziku ga moliš, ljudje vedno poveže skupaj in pa eno širino ti da, eno tako življenje te pokaže, pot te pokaže, smer te pokaže, čudovita molitev. In vedno sprejetost, da imamo očeta, ki nas ljubi. Ja, se to je pa najbolj pomembno, mi smo na potovanju, mi potujemo. Jaz, ko krstim otroka, sem rekel, danes se bo vrata našemu otroku odprla v večnost. Ker otrok prej nekrščen je Božje stvarjenje, ni pa še Božji otrok. Božji otrok postane, ko ga krstiš, takrat se vrata odprejo, pa ga spustimo, ne hodi zdaj proti svobodi. Svoboda je pa Jezus, svoboda je pa Jezus in to je tista lučka, ki nikoli ne ugasne, to je tista lučka, ki vedno sveti v temi ali pa v sončnem dnevu, ki je tako močna, da ne moreš zaideti. Lahko malo zaplešeš tako na levo, desno, ampak imaš pa smer, ki te nikoli ne zapusti, nikoli nisi sam, ampak veš, grem proti Jezusu. In dolžnost naših staršev je, na Madagaskaru pa kjerkoli smo, cerkev je vedno misijonska, kjerkoli je, ker
podaja misel, ki je Jezus rekel, lejte, naredite mi ves narod za mene, ne? Krščujte ga, ne? In v imenu te svobode, ki je cerkev nam ponuja vsak dan, ki nam ruši vse tisto, česa se mi bojimo, ljudje so v strahu, ne? Kristjan pa ni v strahu. Kristjan ima veselje, rekel, se ne more propadeti, se je Jezus z menoj, ne? Vedno imaš nekoga, na katerega se lahko nasloniš. In prav ta intimen odnos do Boga, do Jezusa, brez tratve, da ljudje to začutimo, ne? To pa ne pride samo po sebi, se moraš pa fejst boriti, moraš pa delati, moraš pa moliti, moraš pa vse, ne, kar češ. In Jezus je tista opcija v življenju, jaz pravim mojim kristjanom, sem rekel, če bi mi res se držali Jezusa pa Boga, ne bi psihoterapeuti imeli kaj delati. Neč ne imeli za delati, ne, največji psihoterapeut je Jezus. Ja, zaveda, ne? Tega se zavedati, ne? Ne, pa boš videti, da bo se takoj duša uzdravi. Zdaj, če primerjate, ko ravno govorimo o tem, če primerjate slovenskega človeka ali pa malgaškega kristjana, da rečemo tako, opažate razlike? Kako smo? Mi smo verjetno polni strahu, ne? Najbrž tukaj nas je. Jaz sem bil v misijonu 39 let, ko ste rekli, ne, jaz sem bil vedno tam, se pohecam na koncu sveta, pa na desno, ker sem vedno znova začel, ne, tam, kjer krščanstva dejansko še ni bilo. Razen prva fara, kjer je naš misionar delal Janez Puhan, ki je čudovito začel, sem jaz 10 let delal, potem sem šel pa v podeželje, kjer je bilo res krgadu, ne, pot nemogoča, si mogel biti res božji norček, če si hotel tam delati, ne. Sam to je tako, ko Marija, ne, ko je šla k svoji teti Elizabete, ne, ona ni mogla svoje veselje dati v domači vasi tako močno, ker ne bi noben razumel. Razumela je samo Elizabeta in je bi tisti sveti duh v njej, ko je odprla srce, da sveti duh preko njej deluje, to je tako kot katapult, ven je vrgel, zdaj pa pet, je pa šla delati s Elizabete in povedala, veš, kaj se je zgodilo? Da je Bog poslal svojega sina na zemljo in mene je zbral za to, ne? In da osvobodi to, da te osvobodi, da se daš na razpolago svetemu duhu in delaš za Boga vedno, ne? In primerjava malgaškega pa slovenskega človeka, vernika. Ne vem, če bojo vsi zadovoljni, če bom to rekel, ampak Slovenci so globoko verni ljudje, ne? Tisti, ki so še ostali v cerkvi, ne? Tako da vidiš, da čutiš, da je res ena močna osebna vera, ne? Na Marijansko so pa še ne začeli spoznavati Jezusa, ne? Je pa to ena taka euforija. Jezus, ki me osvobaja, ki me ga še po svoji naravi vedno ukleščen v socialno strukturo vasi. Tam je važen starešina. In kar starešina reče, to morajo narediti, ali so mladi za to, ali niso za to, te nič ne briga. Če niso za to, so kaznovani. In to je ena stvar, strah, ki ga vidijo v svojem detku, v svojem šefu vasi. Druga, kar je pa še hujše, ne, Bog je tisti, ki te takole mirka pa čuva, če už kaj neumnosti naredi, te bo takoj kaznoval, ne. In so vedno v tem neprestranem strahu, me bo Bog kaznoval, ne. Ko smo pa mi pržali, ne, smo pa rekli, kaj je vaš strah? Jezus osvobaja, to ni res, Jezus je s teboj vsak dan. Jezus ni tako, kar si vi mislite, da bo nas kaznoval. Jezus ni prišel na zemljo, da bi nas zašrofil, ne, zadavo. Ampak Jezus je prišel na zemljo, da nas osvobodi vseh strahov in ti da odgovornost, da si ti odgovoren za svojo vero in da si ti odgovoren, da sprejmeš Jezusa ali ne, in če ga sprejmeš, so določene zapovedi ali pa posledice, ki jih moraš izpolniti v življenju, če ga pa zavrneš, je pa tvoja stvar. Krščansko življenje je življenje odločitev, ne? Bog ti da možnost, svobodne odločitve. Gospa, pa to je najlepše. V stari zavezi imate tisti, ko beremo velike v postnem času, danes ti dam na izbiro 2 poti, ne? Zberi to ali pa to, kjer hočeš. Posledice boš pa sam nosil, ne? Tega se pa premalo zavedamo. Samo jaz ti svetujem, da zbereš blagoslov, ne pa večno življenje, ne? Sam, če boš zbral, tvoja stvar. Posledice boš pa sam nosil, ne? In zakaj je krščanstvo včasih težko? Prav zaradi tega, ker si ti svobodno eno stvar sprejel in bo za vse dejanje, ki si je naredil, sam odgovoren, ne? In meni včasih hudo, veste, mi ljudje imamo včasih eno senco za sabo, tudi jaz in vi vsi, ne? Ki ne želimo, da bi bila z nami, ne? Ker smo eno neumnost pač naredili v mladosti, ker ni bilo vrede, ne? Zdaj pa rad vidiš, da bi to zginil. Ne bo zginil, to je del tebe, ne? S tem ti greš mozaik tvojega krščanskega življenja, ne? In za te svoje odločitve boš pa ti
odgovor Bogu dajal, ne. Bog pa ni tisti, ki je rekel, ja, kaj pa to delo? On ne pozna tega. Bog je usmiljen, Bog je ljubezen, gospa. Ampak taka ljubezen, da samo da vi pomislite, da ste se spomnili, da ste napačno naredili, pa da sem jaz napačno naredil, Gospod je že zbrisal. Ljubim, samo še odvezo da, Bog je pa že vse zbrisal, pa njemu nimaš, da bi imel knjige, to nekerin, tukaj greh, tega ni pri Bogu. Če se opravičiš pri Bogu, ni dobene omare, ker bi imel ti svoje zapiske pred Bogom. On te sodi po ljubezni in tvoje pripravljenosti odpuščati, ne? Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen vaš oče, ne? Res, da cerkev včasih hoče veliko žrtev, ne? Veliko preveč, ne? Smo nekako pozabljamo, da je srčika krščanskega življenja, tudi v stare zaveze, je usmiljenje, bodite usmiljeni. In ko to pa neseš bagaškemu človeku, njega čutiš, da se je osvobodil, njega čutiš, da drugače začne živiš. Do take mere včasih stari ljudje so rekli, Žubne, veš, tale vira je sicer fajn, ampak naši otroci nas ne poslušajo več. Se ko čem vas ne poslušajo? Ja, ker mu je to in to. Ja, seveda, to je krščanstvo, ne. Vi rečete, morate to v nedeljo delati, oni so pa dobri kristjani, pa pravijo, ne, ati, danes bomo šli mi moliti. Pa bomo šli pa mar bi delati, ne? Da to celotno odpremo dimenzijo, odpremo dimenzijo, damo svobodo, da človek zaveda svojega dostojanstva pred Bogom, da živi svoje dostojanstvo pred Bogom in da se pošteno in lepo odloča, ne? To je lepo povedati. Imamo pa ogromne probleme, smo imeli, so bili proti, pa imaš čarovnike, ki je rekel, pa to je vera belcev, pa to, ne. In to moraš pa premagati, ne. Moraš biti pa mičken zvit, da greš do čarovnikov, pa starešin, pa pravite, vejte, to ni tako, to je drugače, ne. Ker takojšen odpor verjetno, ne, če bi takoj presekal, ne, to ne bi funkcioniralo. Se nikoli ne presekamo, ker mi smo vedno rekli, jaz sem bil največ biti po tej podeželju, ker smo začeli iz nič, ne. Mi smo se o navadnih stvareh pogovarjali. Vedno se ljudi zanimali na podeželju, ker vsake 10 pa 15 let vidijo enega belca, ne. Ta prvi dan sem bil za njega televizijo, pa je tu z dolge lase, pa kratke hlače, pa tu, pa tam prišel sem delati, ne. Ko je konc jih pozdravil, veste, bagaši so izredno vljudni ljudje, ne. To ne moš verjeti, to ne. Bagaš pozdravi človeka, to je afriška duša, ne. Sem šel po 40-50 km peš, pridemo noto hiša zmatran, da sem rekel, sam pusti me pa mir, da zaspim, ne. Pa on začne, dober dan, pomagaško, ne, akor jabimo pera, inovovo, rešega prav, vem, da si zmatran, vem, sam jezik pa ni nikoli zmatran. In prvo hrano, ki damo tujcu, je pozdrav. Kaj ni to čudovito? Sploh, ja, zdaj, to je prvi, pa se nečem ne modi, pozdrav, ne? In potem šele pod večer praši, kaj boš pa ti pravzaprav tle delo, ker si tako nor, da si zapustil v Evropi, se imate dober, zdaj si prišel pa sem. Lejte, jaz sem prišel sem, vero svoje živeti tle z vami, kakšno vero, pa se začne pogovor. Interminable, pravi Francoz, brez konca in kraja se pogovarjamo, ne, in to je čudovito. In jaz velikrat povem, da sem bil duhovnik, mlad duhovnik, ko sem mlad snumen, ne, jaz sem še zdaj. Ampak ko sem prišel noto hiša, ne, v cerkvi, ko sem bil po pisarni, sem videl, da ljudje respekt do tebe. Prvič kot belca, drugi kot duhovnik, oni dol zelo spoštujejo duhovnika, ne. In nisem nikoli zvedel do podrobnosti, kar bi jaz rad, kaj ljudje mislijo, kaj si želijo, ne? Kako mislijo na vero, kakšno je domača njihova vera. Ne? In to rad povem, da so prišli v pisarno, se rekel, ne bom izsled uspel, moram iti v njihovo pisarno. Tam so polni šefi, tam bojo polni govorili. Ne? In ko so šli riževo polje delati, jaz sem bil mladšen, jaz sem Pariž, tu sedel, zakaj ga pa kupil. In sem šel v riževo polje, v kratkih hlačah, brez srajce, bel, ne veste, da je bilo to... To se na danes vidi, ne. Pa smo že po tistem datu čofota, tu niso se norci, ne povedali, kaj mislijo, kako misli, ne. In takrat sem jaz najbolj spoznal, ne, kaj si pravzaprav ljudje mislijo, od vere in tako naprej. Je pa res, da so magaši religiozno ljudstvo že po naravi, ne. To tisti, ki nikoli noče vere sprejeti, neč pravi, bojte se
stvarnika. Ne? Oni ne pravijo Boga, ampak stvarnika. Tako da ateistov nekako ni. Ne? Mička razlika, ne? Pa se to pravi. Stvarnik je zdaj Bog, ne? Bojte se ga, se to mora, vsak magaš se boji tega. Ne? In pa smo se pogovarjali, kakšen stvarnik, da je Jezus Božji sin, da je od stvarnika, da je prišel nas rešiti grehe in vse, da je možnost po velikem padcu zopet nazaj dobiti milost od Boga. So poslušali. So poslušali, so poslušali in se začeli vedno bolj hoditi v cerkev in tam smo imeli razne sestanke. Ker veste, kaj je na Madagaskaru, pa v Afriki važno? Da najprej dobiš ljudi. Da zruši strah. Ja, da zaupanje pride. Da zaupanje pride, da ne reče, tu so belci. Da reče, le, to je pa eden od naših. Zato je zelo pomembno, da se naučiš magaškega jezika. Da znaš dobro magaško govoriti in da pol njihova miselnost pride v tebe in potem začne pogovor teči. In preko pogovora pride do sprejetja katoliške vere. Nikdar vsiljivo. En čas ljudje pravijo, pa niste to vsiljevali. Vere nikoli. Vera se ne vseljuje. Jezus je tako čudovito rekel, ko je šlo ogromna množica njim, ko je nasitil ljudi v zdravo, so vedeli, to je bil čudež, to je bilo zanimivo, ampak v tistih 5 ljudi, ki za njim hodili, je bilo 10 vernih, vse ostalo je bil pa dom. In je rekel, se na brzino obrne, jaz kar v glavi vidim ta film, se na brzino obrne, veste kaj? Kdo ne sprejme svojega križa, pa ne hodi za menoj, ni vreden mene. Kdor močita reško mene, ni mene vreden. To so tako močne besede, ki je rekel Jezus, lejte, če boste pripravljeni za menoj hoditi, se boste mogli marsičemu odreči, da boste dobili novo, boljšo podobo življenja. In so se odločili, in se odločili ljudi, in se bojo odločili, da gremo ta svet zostajo, ker Jezus nam je dal občutek odrešenja, da smo odrešeni, da ne bomo izgubljeni. In ta občutek, ko ga ljudje dobijo, veste, ne moreš več iz njega iti ven. To te zagrabi, to je opi. In Mark se pravi jemu, vera je opi, ker te tako umami, da sploh ne moreš več iz tega venjeti, ampak čem te umami? V svobodi, v občutku rešenosti vseh zemljskih težav, problemov, čeprav so ti z njim živiš, ampak tukaj se očitka rekel, lučka je na koncu. Tisto lučko gledamo in vsi gremo proti tej lučki, ki je Jezus, vrata so nam odprta, planjave so ogromne, zaživi svoje človeško v polnosti, zaživi svoje krščansko vero v polnosti, drugače ne bo šlo naprej. In ko so to morgaši začutili, veste, to so se kar libali. Pa ni to tako povedano, ne? Ampak je res, ja. Oni so začutili, da so osvobojeni v Jezusu, ne? Zato je, ko smo imeli nedeljske maše na Madagaskarju, to vi bi rekli, pa ste nori, pa se to tako ne more biti. Oni so prišli pol ure, 3/4 ure pred mašo, ponavljali pesmi, pripravljali se, spovedi hodili zelo radi, kar je rak rane slovenske družbe, ljudje ne hodijo več spovedi. Ja, to je res. Zato gre krščanstvo dol in bo propadlo. Mar biti, prav zaradi spovedi. Doj sem imel pa občutek, jaz meni ene ženske rekel, je prišla spovedi v soboto popoldne, pa je prišla po sredi spet spovedi. Zdaj, ko sem bila pri spovedi, ja, žubnika, ampak sem spet grešila. Tega občutka mi več nimamo. Nimamo, vse dovoljeno. In oni so pa spomenuli pa Mašo, veste, Maša, jaz sem den hodil pokazati, veste kaj je Maša? Maša je, to je Božja restauracija. To je Božja restauracija. V restauraciji se pa vsak dobro počuti. Gostitelj je sam Jezus, ki se bo dal nam v hrano, ki nas osvobaja, ki nam pokaže, lejte, to je rešitev za vaše življenje. To je svoboda, v kateri boste srečni in tako naprej. In ko to ljudje začutijo, se mu ne modi iz cerkve ven. Se mu ne modi iz cerkve. Nedeljsko kosilo kuhati, tako kot nam. Pa je, da naredimo prijetno tako, da ljudi to začuti. To je pa problem včasih, ker imaš pa nas zaspane kristjane, brez gorečnosti, brez energije. Ja, pa se nas splača. Vse se splača. Za nas kristjane se vse splača. Zakaj? Veste zakaj? Ker nam je Bog vse dal, kaj pa nam Bog ni dal? Vse nam je dal. Tu pa res sploh, nas imamo pa vse, ne? Vse nam je dal, žlico pa ne bo nam v usta dajal. Se pravi, da moramo tudi mi ogromno narediti, se truditi, da bomo zaslužili to odrešenje, ki nam ga Bog ponuja in daje. Prvič, da ga sprejmeš, drugič pa, da v tej igro stopiš in igraš
pošteno krščansko življenje. Bogate besede, ja. No, kako pa je ta recimo zahodna kultura zajela Madagaskar? Pri njih so tudi, ne vem, se že pozna to, da prihaja tole, če govorimo zdaj recimo v Sloveniji, veliko prisotna eutanazija, ne? Ravno kar potekajo pogovori o tem. Potem imamo tele emancipirane ženske, potem imamo LGBT splav in podobno. Je to že kaj zajelo tudi Madagaskar? Ja. Poglejte, gospa, jaz sem bil na podeželju, glavno mesto na Madagaskaru ima verjetno to že dosti dobro. Če ne sprejmijo, sledijo. Sledijo po teh družbenem omrežju. Tle smo mi Slovenci delali, ker nas Slovenci je bilo v svoj cajt 40 ljudi dol, lajši misionarji in duhovnik. Se pravi, da je bilo to ena najmočnejših skupnosti slovenskih misionarjev v svetu. To je bilo ogromno ljudi. Slovenci so znane potem, da so fanti se popolnoma predali za to delo. Ker je dejansko to tako, ko prideš v Afriko, nimaš noben druge glave kot oznanjevanje evangelija. Pol to ogromno stvari za seboj potegne in tako naprej. Takrat smo imeli ogromne skupine mladih, otrok, mladih, starejših, vse skupaj, ker smo se enkrat na teden dobivali in smo oznanjali evangelije po skupinah, to je dobro šlo. Ko je prišel pa telefon, se je pa tu mička začel krhati. Krhati, ljudje so rekli, jaz sem prišel, ampak nisem ga mogel več dobiti, kot včasih skupaj. Čeprav so opazili, da jim tu pravzaprav škodi, ampak telefon imajo. In to zelo dobro imajo, ki jih dobijo to, Bog ve, pa ni še povedal. Ja, ne pove. Ampak ta kultura gre v njih, kar se tega tiče. Je pa ena stvar, kjer Magaši ne bo nikoli pristali, na večspolnost, to je bedarije prenasičene Slovenije, to je čista neumnost, ki gre v nasprotju vsakemu božjemu stvarjenju, to je ideja ljudi, ki ne ve, kaj bi več v življenju delali, to je ideja najbolj trapastih ljudi, najbolj trapastih, ali so to politika, ali so to navadni ljudi, nimajo več svoje jasnosti pred seboj na podjetju, spolnost sta dva. Starš ena, starš dva. V Slovenci imamo prednost, da imamo še srednjega. Ampak spolnost sta dva in to Magaši točno vejo. Samo ne njem govoriti o več spolnosti, bo rekli, pa ti, a si čisto normalen? Do tega še ni prišel, dvomim, če bo prišel, ker je to le zdrav narod. Ima zdrave korenine, veste, magaška kultura je čudovita. Magaška kultura, jaz sem tako rad sedel s starimi ljudmi v vasi, ker smo imeli kako razpravo. To je taka modrost iz njih šla, da so mladi fantje, tudi če so bili barabe, so sam poslušali. In so spoštovali te starce, te starešine vaške, kjer je to bila modrost in tle ni govora. V kakšnem pobijanju, to, kar imamo v Sloveniji, pa to je, gospa, pa to, kdo se je tu spomnil, ni vreden, da živi. Kako boš ti enega zdaj kar šel pa pičil, da zdaj pomri, ker da imam dost. Veste, kak kriminal bo tu z tega rata. Zato mora v cerkev narediti vse, da to prepreči. Naši škofe morajo v cerkev kričati proti tem bedarijam, kričati. Ker duhovniki pa škofe, mi smo svobodni ljudje. Mene, če ubijo nobena žena potrok za menoj joko, tisti, ki so poročeni, mora pa umirkati, da ne bo preveč rekel. Škofe mora pa to kričati, duhovniki moramo to kričati. Življenje je sveto, od spočetja naprej do smrti. Zdaj se bo pa ena Golobova vlada spomnila, pa rekla, zdaj bomo pa kar pošpikali. Pa so normalni ti ljudje? To niso normalni. Še hujš pa je, in kar je hudič uspel narediti v krščanskih vrstah, ta brezbrižnost. Indiferentnost. Brezbrižnost, indiferentnost je hujš kot vsak komunizem, ki nas je preganjal. Takrat se vedel, zakaj si kristjan. Zdaj pa ti ne veš, zakaj si indiferenten, da se moramo opreti. Kristjani smo v prvi liniji, ker povemo, Bog je stvaritelj življenja. Del stare zaveze pravi, ne dotikajte se življenja nikogar. Tudi živali ne. Ker gospodar sem jaz, Bog je gospodar. Zdaj so bomo pa tle šli trgovina, bomo pobili ljudje, to na Madagaskaru, to v Afriki, hvala Bogu, tega še ni. Ampak teh
istospolnikov, ne. Saj veste, koliko je Afrika pa Arabija, to mu hitro pokaže, kje je njegovo zadnje bivališče, če se kdo javno pove, kaj je, ne. Pa bi rekli, ja, to je diskriminacija. To ni diskriminacija, to je normalen odnos do življenja, ne. Vse ti deviacije so bile vedno, ne. Vse so bile vedno. Tudi v cerkvi so bile, tudi v družbi so bile. Ker 2-3% ljudi pač je tako rojenih in nimaš kaj. Vse so normalno živeli, ne. Zdaj hoče pa te narediti za normalne, nas pa za butaste, ne. To se mora cerkev upreti temu. Cerkev nima kaj izgubiti. Cerkev ne sme zamuditi svojih 5 minut časa, ki je zgodovina je ponudila, da jasno pokaže smernice, kot je treba iti, pa kako je treba ljudi voditi, ne. In ker cerkev moči, in ker mi kristjani močimo, ljudje mislijo, ja, se pravzaprav je pa to čisto v redu, ne. Se cerkev tudi ne še reče, ne, in tle hud grej delamo, ne. Na Marijanskem pa tega ni. Zakaj? Ker življenje spoštujejo, ker življenje je vredno. Jaz sem izšolil okrog 60 fantov pa punc, imajo vsi fakultete narejeno. Po celi Sloveniji sem izkognal, ne. Pa ena punca bila 24-23 let stara, kar je nenormalno, da še nima otroka, ne. Se rekel, ja, kaj se pa ti takole zafrkava s fanti, kao pa mama rekla, če sem noseča, se že 5 let čaka, da bi bila. Zabravi, one življenje mora iti naprej. One življenje mora iti naprej. One želijo, da punce pri 18, 19, 20 leti imajo že pa enega 2 otroka, ne. To je spoštovanje do življenja. Kaj imamo po Sloveniji? Pri 35 letih še nobena punca ni poročena, ne. Počakaj še, saj imaš čas, ne, pa te stvari. Jaz sem rekel cerke, veste kaj, moji dragi prijatelji, fant od 18 do 25 leta mora imeti v glavi eno samo misel, kako bo punco pripeljal v poslo, se z njo oženil in imel otroka. To je normalno, to je Svetem pismu, ne. Ne pa pri 40 let se ženiti, ne, takrat se moraš pripravljati počasi na smrt, ne pa na poroka, ne. In to na Madagarskem tega ni, one spremijo. In mi gledamo otroke naše dol na Madagarskem videti, ali pa kjerkoli, tudi v Afriki, ne vem koliko je to, ampak na Madagarskem. Pa to so reveži, pa to so raztrgani, pa to so nagi. Res, ko mi gledamo. Oni so pa srečni. Zakaj so srečni? Ker je vedno sprejet, če ne od svoje družine, svoje tete, svojega strica, na Madagarskem je otrok kralj. Kralj. Tudi če je raztrgan vse, otrok, če ni hude lakote, ne trpi lakote, ker mu vsak da, ker ga imajo radi, ker je to življenje, ker je to naprej in so ponosni starši, da imajo otroka, da je to lahko naprej. Da odnos do življenja res čudovit, ne. In pa še, veste, pa še cerkev tle podpre, ne. Cerkev pa vedno podpira na življenje. Cerkev nam nikoli proti življenju, ne. Da ne urejajo to in tako naprej. Zato smo tudi naporo naredili mi duhovniki, pa sestre naše, so bile dol, šole narediti, ambulante narediti, da tisto, kar je, spravimo tudi na normalnosti, na modrosti in tako naprej, ne. Pa imaš pa kakšne romantične Slovence, ki nimajo pojma v dobene stvari, pravijo, a ni to, da malo vseljujete vašo vero, ne. Dobeden ni tega vseljeval, ne. Zakaj ne bi tudi Afrika imela napredek tehničen, ki ga imamo mi? Smo pravico do njega, ne. Ali bo potem se to obrlo v slabo, ali bo to dobro, to pa zgodovina pokazala, ne, to pa ne moramo vedeti. Ampak Jezus nam je rekel, ne, pojdite in oznanite evangelij, tako da z tega vidika ni dvoma. Je pa res, da če krščanstvo, ne, veš, da se prve točke, ne, ko prideš, jaz sem imel tega ogromno, veliko, ne, in sem to užival v tem, ne. Smo šli delati, da podeželje nekaj bila vas, tu so vasi po 5,000, 6,000, 10,000 ljudi, ne. Ampak tu je na mehnem kupu, tu je vse stisano. To so hišce mehne, če si hotel noter, si mogel vse takole, da si not prišel, ne. In to je bilo vse pogansko. Ampak modrost od ne vem odkot je pa ogromna, ne. In ko si začel znaniti evangelije, nismo nikoli začeli, vi morate, drugače boste, če ne boste verovali, boste fardaman. Ne, še je bilo tega. Ne, lete, mi živimo tako krščanstvo, meni osvobaja, lete, sem vesel. Ja, jaz bi pa tudi. Da postane, in to je v Sloveniji, v Evropi to, ne, tega nam manjka, da postane tvoja vera nalezljiva na druge. Ne, da ne postane nalezljiva, da se ljudje vprašajo ob tebi. Ja,
kako pa ti to živiš, ta krščanstvo? Ja, kako ga živim, lej. Mene Jezus osvobaja. Jaz nisem nikoli tesnjen, jaz ne bom jokal, čeprav me stvari zelo prizadene, ampak vem, da je vedno rešitev v Jezusa, katerega neskončno verjamem. Ne? Mi zanče je rekel, zakaj pa je na svetu trpljenje to, če je Bog vse rad. Ja, lej, čak. V Jezusa v Evangeliju jasno povedal, ljubite se med seboj, delite se dobro, drug drugo spoštujte vse. To naredimo, pa je raj na zemlji, ne? Se tega ne delamo, pa moramo pa mi pač trpeti, ne? In prav ta izvirna ljubezen, ne? Ta izvirna vera, dobra vera, začetek vere, smo mi misionarji skušali, tako smo delali, ker še ni bilo krščanstva, to res ni bilo še krščanstva, ne? Morbiti sem pa kjer, smo skušali pokazati, ne, da bi ljudje sprejeli krščanstvo kot veselje do življenja. Ne? Veselje do življenja. Ne? In jaz tudi, kjerkoli pridem okrog v svoje malce kolete, vi morate čutiti, da je Bog prisoten posod, da ne kritizirati življenje, ne reči, da je slabo, življenje je lepo, ker Bog je ustvaril svet lep. Ne? In če včasih ni tako, ko bi mi radi, se bomo vprašali, če nismo mi kaj pokvarili, ne? Ja, ne, da moramo tisto potem nazaj spraviti, ne? In Bog je ustvaril vse stvari zaradi ljubezni do nas in Bog je ljubezen, ne? In jaz tam bom nekako nehal pogovarjati, Bog je ljubezen, lejte, to vse to moraš čutiti, ne? Pa pravi ena ženska meni zadnjič rekla, ja, pa jaz bi to rada čutila tega Boga ljubezen. Koliko greš pa med tednom pred najsvetejše, pa poklekneš, pa moliš tam pred najsvetejšem. Ja, nimam časa. Ja, pa ne boš začutila, da je Bog ljubezen. Se moraš to sebe sam predelati, ne, predelati. Se meni to uhaja. Hitro, kaj drugega not pride, ne, pa Bog ljubezen odide, ne, moram pa nazaj poklicati, leta. Vera ne gre brez molitve. Ne gre brez molitve, ne gre brez intimnega, osebnega pogovora z Bogom, ne. Pa to ni treba, da sam pred najsvetejšem, lahko v svoji sobi, kjerkoli si, sam da imaš vedno ta neprestani odnos z Bogom, da začutiš, da je Bog res teboj in enostavno te gre ustnice na sonček. Ne moraš se smejati. Tako da krščanstvo je res čudovita stvar. Krščanstvo, če bi ljudje vedeli, v kakšni svobodi, kako svobodo smo zavrgli, kak način življenja odklanjamo, ne? Ja, da se človek reče, pa lejte, vse Bog nam je vse ponudil, pa lejte, zakaj pa ne bi to sprejeli, ne? Da ne bi jokali, pa tarne, pa tako naprej, ne? Lejte, vse nam je ponudil, ne? Sam priznati moš, ne? Pomoč v svetu tisto slovensko žabnost moško, je pa kao mesto cirku hod, ne? Pa ne, da ni veren, je dober po srcu, vse vrede, sa tisto premagati svojo moško šabnost, ne, da bi rekel, ja, lej, to ti je z Boga ponižnost. Po cirku, ne. Ena ponižnost mora biti, ne. In jaz sad vidim, če veliko moških v cirku, zakaj? Ker po številu moških lahko tudi pol ocenjuješ, ali je cirku v eni fari močna, ali ni močna več, ne, ker veste, stari ljudje, to je modrost, ne, ker so stari ljudje v cirkvi, ker so moški v cirkvi, ker so ženske, starejše mamice v cirkvi, to je modrost. Ta cirkev ne propada, ne? Ta cirkev ne propada. Če pa te zginijo počas, vem, ker je pol je pa hudo, no? Pa ne vemo, kako bomo naredili. Ja, saj bomo videli. No, govorimo tudi o družini. Zdaj vidimo v naših krajih, pač v naših koncih veliko ločitev, veliko razpadlih družin. Vi ste sicer žene velike družine, če malo se vrnemo nazaj. Iz velike družine pa vas je vseeno poklicalo v duhovniški stan. Kako je pa z družinami na Madagaskarju? Je tudi tam pride do ločitev, recimo, je to nekaj, kar je sploh pojem tam ali to? Ja. Magaš živi v družine, izven družine se ne znajde, ne. To je ena stvar, to je večja družina, ne, to je več kot naša. Pa naša mamica, očeta, pa enega otroka, pa ni 4 pesov, ne, to je družina. V vozički. Ja, v vozički za pese. To je družina pa nas, ne, in to je ne. Na Madagaskarskem pa, to je pa cel klan, ne. Tam v tistem klanu noč se one počutijo zavarovane. Družina na Madagaskarskem je sveta stvar. In afriške družine, ki pridejo v Evropo, so zgubljene. Ker ni tiste ogromne družine, kjer so lahko komunicira, ker se najde sebe in tako naprej, ne. Kar se tiče pa zakonske zveze, pa to je pa mičken razlike pa je, ne. Pa nas je včasih zakonska zveza nekaj pomenila, ne. Zdaj tudi več pomeni, ne. Pa je škoda to. Ja, to je zelo. Ampak dol je bolj kot tiste pomenilo, da ti
tej družinski skupnosti nekaj doprineseš. Ne? To je bolj še, rekel, primitivno, pač tako navadimo, da nekaj doprineseš. Ženska doprinese velike družine pač otroka. Ali je poročena, ali ni poročena, to niti ni toliko pomembno. Važno je, da doprinese klanu družinskemu člana novega, ne? In večjih članov je pripeljala v ta klan, bolj je spoštovana. Na Madagarskem ženska ni spoštovana, če nima otroka, ne? In to je hudo, ker ni sama kriva, ne? Če ne mora imeti otroka, majko Milo, veste, da to je hudo, ne? In da pa ta problem reši, je sestra rodi, pa da ni otroka. Nač preko kakšnih tam zdravstvenih pomoči. Ona normalno uredi, rekla, ta je moj otrok, ti ga imaš, in pol ljudje začnejo klicati to, če je bila recimo prej Polonca, je pol otrok je pa Nataša, prav je treba, mama od Nataše, in ime Polonce zamre. Zdaj, mama od Nataše, ne, Enžinijan. In ko to oni ljudje slišajo, zdaj ta pa je doprinesla naše družine nekaj, ima veliko večje spoštovanje, ne? In je zelo, zelo povezan družina skupaj. Zakoni, tle vidimo, kako je pomembno potomstvo, pa to, če ne moreš tam imeti otroka, potem ponovadi starši pravijo, peta narazen, mi rabimo otroka. Če ni otroka, je pač peta narazen, in tako naprej. Ampak družina je veliko bolj povezana kot pri nas, ne? Sicer imajo oni svoje poglede te stvari, ampak družina je med seboj zelo povezana, ne? In brez družine ne moreš živeti, ne? In to je pravzaprav za nas misionarje bilo luštno delati s temi, ne? Ker takoj ti povej, to je moja žena, to je moj otrok, to je ono, ne, da se takoj situiraš, ne? V Sloveniji pa to drugače, družine ni več, ne? Ker gre najprej na poroko, tako probe, če bo slučajno šlo, ne. Se mi treba vedeti, da to pripravo na poroko treba je kar skozi 3 štadije, ne. Jaz veliko pravim, moraš iti najprej na tisto na prvo stopničko, to je poznavanje, kjer je sama hinavščina pa, ne, sama hinavščina, ker fant pa punca, ko se spoznavate, se veste, koliko je. Vse tiste neprijetne stvari skriješ, ne? Da si ja bolj ljubljen, ne, tako. Pol prej je pa druga stopna, da je sliče razpoznavanje, ne? Ko vidiš, ja, to, da gre, ono je, pa to pa nisem vedel, ima taka napaka. To je pa grozen, pa ne. In če to preživiš, pa prije pa tretja stopnja, kjer se začne pogovor in dejanska ljubezen, sprejetje drugega, traja v večnost, ne. Ker se sprejel človeka tako kot je in traja v večnost. Naše evropske družine pa tega ne marajo več, če pa se vseeno, če ne šlo, šla pa narazen, ne. In kdo trpi otroci? Kdo trpi? Družba. In taki, to so ranljive osebe, ne? In te ranljive osebe so pripravljene sprejeti vse neumnosti, kar nam jih družba sodobna ponuja, ne? Na Madagarskem je pa to drugače, ne? V Afriki je to drugače, družina je sveta stvar. V njo se ne smejo spotikati dobeden, niti predvsej del države. Dobeden, družina je sveta stvar in v tej svetosti naprej živijo, ne? In ima res dobre odnose. In to je veliko, pa vidiš tudi na spoštovanje. Stari oče je vedno, ima svoj poseben kraj, kjer sedi, in ko pride mlade noč, se vsi preklone, pred njim pa se sede na svoje mesto, ki je nepismeno določen, kjer sedi, ne? Ampak imajte tisto spoštovanje, ne? Če ne bi bilo našega starega očeta, nas ne bi bilo, zato moramo prvo spoštovanje dati njemu, da nam je dal možnost, da živimo, da lepo živimo, in pravijo oni, mami njena, ne? Mami njena, se pravi, življenje je prijetno, življenje je lepo, sladko, mami je sladko, življenje je sladko, zato moramo spoštovati to lepoto življenja zaradi starega očeta, ki nam je ponudil to življenje. Tako da so družine na Madagarskem res lepo delujejo in nas z njimi veliko narediš, ne. Sicer je širša kot naša, ne, po eni strani je to zelo dobro, ne, da laufa naprej. In oznanjevanje evangelija med temi družini je prav prijetno včasih, prav prijetno. Pride stari starši, pride tudi kakšni sorodniki zraven, ki še niso verni. Ja, se vidi, ste verni, no se sem za te, ja, me zanima, kaj oni verujejo, in pa se počasi to širi naprej. Ja, mene pa to zanima, ne. Ne smemo misliti, da je to, tako kot se mi včasih romantično predstavljamo oznanjevanje evangelija,
evangeliju, da sedimo pod enim drevesom, pouznanjamo, to ni nešto. Ne? To je pogovor. Ne? To je pogovor, ne? Ker evangelij, širjenje evangelija, to je komunikacija, ne? Da moraš naprej podajati, ne? A sprejme, hvala Bogu, če ne sprejme, pet naprej. Pustno primer, ne? Bo pa sprejel od svoje žene, ki ga bo nagovorila. Ne? In če bi naša ženska vedela, kako moč imajo pri moških, bi vse moške spreobrnile tako. Ne? Ker ženska naredi moškega čist menjega. Ja, in če ona dejansko živi svojo vero, vsak moški bo hodil v cerkev zaradi vere. Jaz to vidim na Madagaskarju. Ne? Na Madagaskarju. Punca je bila verna, ja, veš kaj, moj dragi izvoljeni, je rekla, jaz sem kristjanka, jaz hodim v cerkev, ti mene šacaš, da bi bila tvoja žena, imam te rada, vrede sam, moraš postati kristjan. Takoj. Koliko bi bilo tako? Če imaš eno stvar rad, je boš naredil. Tako, če imaš Boga rad, ti ne bo težko je, v nedeljah imaš. Če imaš Jezusa rad, veš, da ni govor, da sploh ni debate, da ne bi šel v nedeljah imaš. Ker imamo pa mi rajš fuzbol, ker imamo rajš plavanje, odbojko, tekmovanje s bicikli. Jezus bo že počakal, bo od reka počakal. Vzel te bo in takrat bo šel ti odgovor, ne? Zakaj si me zavrgel, pa sem ti dal dość časa, ne? Jaz sem rekel mojim kristjanom, poveste, da in na Madagarskem se reklete, koliko vi na leto posvetite za Boga časa? Največ, če si reden kristjan, 50 ur na leto. 53 ur na leto, 53 tednov je v letu. Enkrat na leto. Koliko ste zdaj to naredili, ne? Koliko pa za gostilno? Tam pa 3 ure, nič hudega, ne? Ampak za Boga, koliko ste dali, ne? Pa doma. Jaz gledam naše otroke, ki z veseljem počujejo, ki so fejst otroci so bili. 5-6 razred pa znate, če naš molt, ne? Pa ga ne znamo. Pa se smo se lansko leto naučili. Zakaj več ne znate? Počitite, da ste pozabili. Ker družine ne molijo. Ker družine ne molijo, ne? In potem se včasih ljudi, cerkev bo umrla. Seveda bo umrla, ker ste živi mrtvi. Mrli, če sam rastijo, ne? Ti se moraš zbuditi pa reči, Jezus je moje življenje, jaz bom z njim naprej delal, ne? In bo cerkev takoj poživela, ne? Takoj bo živela, ne? In prav te gorečnosti nam manjka, ne? Naprej, občutka zavedanosti. Prva moja dolžnost je, da služim Bogu. Ne? Vse ostalo bo šlo po svoje. Pa je možno to vnesti nazaj v naš narod? Seveda je možno. Je možno, da nazaj spet se spostavi ta gorečnost? Na vse, kak kar način? mi ne bomo mogli narediti, bo pa svetovni nered tu pomagal. Veste, staro zavezo morate brati, svetopismo morate brati. Mene je čudovita podoba bila zadnjič smo brali tistega Geja, ki je bil preroka, ne? Je rekel, zvečer je svoje cujne dol iz kralj, ne? Svoje cujne dol vrgo, razprostaro roke, pa dol rekel, Gospod moj Bog, ne zapusti nas. Da smo v takem dreku, kot smo, nisi ti kriv, ampak naša negorečnost, naš odmik od tebe in prosim, ne zapusti nas. In pa rekel Bog, ja se ne bom vas zapustil, lejte, skup se zberite. Jaz sem usmiljen Bog, jaz vas čakam, da pridete nazaj, ne? V Sloveniji je kaj drugač danes, ne? Dej da polet, ker poletek bo pred Bogom dol pada, pa rekel, lej, prosim te za moje ljudstvo, ki je zašlo napačna pot, ne bo noben tega naredil. Zato smo pa mi duhovniki, da to delamo. Zato so pa škofe, da to naredijo, da povedali, padli boste globoko, ne? Ko prepozen, ne? Pol se boste šele na Boga spomnili. In to je zgodovina od Adama naprej do danes in bo še vedno trajala, ne? Človek se ne spreobrne, človek ne pride k pameti, če jih ne dobi po glavi. Pol, ko da pa določen preizkušen skus, in če v tistem trenutku eden zraven, to je pa dolžnost cerkve, da mu pomaga, da mu pove, tle je pot, Bog ne nobenega zavrgel, ne mogoče, ker je ljubezen, ne? Samo te se obrne njega, lej, sam čakate, ne morate pa preseliti. In bo prišel nazaj na to, ne? Bo prišel nazaj, gospa. In imate določene, ker imate dobre župne, ker imate določene cerkve, ki so polne, ki čutijo ta Božja ljubezen svojega čutja, ne? Duh veje, ja. Pa imaš pa tu naprej uživljati, kako jaz časem prav zvečer moliti, ne? Sem rekel, Jezus, zdaj pa še ti bol narediti kaj, ne? Nekaj pa je tudi Božja milost potrebna. Božja milost. Zdaj ste tukaj že 3 leta nekje, ne, v Sloveniji. Prej smo se pogovarjali, da ste bili nedolgo nazaj na Madagaskarju za 14 dni.
Kakšno je stanje trenutno pa zdaj po teh 3 letih, ko vas ni, misijon teče naprej, šole so naprej funkcionirajo. Kakšno je stanje zdaj? Glede, gospa, človeštvo gre naprej. Kjerkoli smo, to gre naprej. Ne? Včasih smo boljši, včasih smo slabši, včasih smo jamra, ampak jaz sem prepričan, da človeštvo kot celota ne more iti ritmski, lahko samo še naprej. Ampak preko kakšnih bolečin, to je pa druga stvar, da se prečeščuje, da postaje boljše in tako naprej. Jaz, ker sem delal, res, ker sem začel novo faro, čisto novo faro, to je področje za skoraj za pol Slovenije. Ker so bile ogromne vasi, to je bila občina 90... Fara je bila za pol Slovenije. Ja. To je bila občina 90.000 ljudi. Ampak ben kristjan, mar biti 3-4, ki smo začeli oznanjati, veste, da so ljudi nas gledali kot televizijo, ko pa title delajo, ampak zelo hitro. V 12-13 letih je bilo od nič kristjanov 10.000 krščanih, to je veliko. Ampak to smo imeli dela, to smo poučevali v rok, noč in dan, vse, in da so se navadili. Pa nas je prebral svetopismo, so ga otroci na pamet znali naslednji dan, ne čisto, ampak zapomnili so se, ima izredno dober spomin, ker je pomanjkanje, naši otroci spomin zgubljajo za teh telefonov, oni pa imajo ta sprejemanje. In krščanstvo, ko sem šel iz dol, to je bilo, jaz sem se bog, sem rekel, zdaj pa to propadli, pa tu smo vložili noter, enega truda in vse, samo veste, to je človeško mišljenje. In jaz sem po svojim duhovništvu parkrat opazil, da ti bo Bog čisto drugačno naredil, kot ti želiš. In to se veliko skaže. In sem jamral, potem smo pa 2 duhovnika dol dali tle, ko sem bil sam, so zdaj 4 duhovniki, na prejšnjem faru, ki sem faru delil na 2, za 2 duhovnika, ona sta z veseljem naprej delala. In gre krščanstvo naprej. In šola, ki sem se najbolj bodal propadla, veste, to je, da občina, ki sem jaz delal, 75% nepismenosti. To je bilo grozno, otroka ni bilo grozno četi, ampak do neke mere so vse zapomnili, pa neč razmišljal, pa da še kaj prebral. Jaz sem eno nedeljo krstil na novi cerkvi, novi podruženski, ker sem cerkvi naredil, smo krstili 300 ljudi, in od teh 300 samo 10 je znali brati pa pisati. To je grozno. In takrat smo se odločili šolo narediti. Smo naredili šolo za 820 otrok, je čisto polno nabita zdaj. In to je bil tak doprinos v tej kulturi, zdaj imaš že 3/4 tiste občine otrok znajo brati in pisati zaradi naše šole, ker smo izredno zahteven, ker se tiče šole, disciplina 100%. In druga stvar je pa, poučujemo v roku tej šole, kjer hoče postati kristjan, ne postane kristjan, hoče biti katoličan, ne bo katoličan, protestant. In to se v parih letih spremeni cel videz vasi in občine. In to gre naprej, ker dobre stvari grejo naprej. Se ne more propaditi. Se ne more to propaditi, ker ti govoriš o ljubezni, spoštovanju, da odpušča. Gospa, vedete, koliko te pred 30, ko te vidiš, da se sedi med seboj pobivali zaradi ene krave, zaradi ene curka vode, ki je šel v riževo polje, pa rečeš, lepa si kristjan, pa da bo odpustno. Da je na drug način priti zraven, da bo sprejel. In ljudje to delajo. In vidiš, da je krščanstvo spremenilo človeka. In tam, kjer je vera zasajena, jaz upam vse, kar hočete delati naprej, ker je baza krščanska postala, ne še čisto, ampak oni so pripravljeni odpustiti. Prej pa ne, prej pa sem tako, kdo bo koga, to je bilo res stara zaveza, zdaj pa ne, pa dajmo se kregati, pa smo kristjani, pusto primir, gledajte pa gre naprej, šola, pa zakaj je šola pomeni, pa pogledajte to, doma še otrok znajo vsi brati pa pisati čudovite, in to je viden napredek, po zdravstvu, jaz veliko to povem, ker je bilo smešno, šola z 800 otrok brez stranišč, jaz se to grozno. To tako diši, koliko si sploh še malo drža po soncu, da ne mo zdržati. Jaz sem naredil vsak razred na stranišče, samo na Madagarskem tleh sem jaz, da je bilo dejansko tabu iti na stranišče v hišo, ker to je tabu bil, to se ne dela, stanuješ v hiši, to moraš iti v kofe noter, pa dol, in jaz sem naredil stranišče in jaz pa moj delac sva mirkala,
ko so hodili otroci, 7 mesecev Mirka je tam, da ko šel ven, smo ga za krvatelj grabila, pa pogledala, kaj je not pusto. Če je bilo umazan, nazaj, da imaš vodo, popuci, da bo vedno čisto. Pa so pa starši prišli, pa starši jezili, kaj mi delamo, da naše otroke zahtevamo stvari, ki se ne delajo, ne? Pa smo mogli pa kar na silo reči, da tle lahko prijete, tle je šolska meja, naprej pa nas smete. In so pa nezadovoljni domov šli, pojel pa, lete, Bog z nami dela, ali pa narava. Je pa v januarju, februarju, marcu je pa dež, so pa ciklone, ta pa tako dež pada, pa še vmes smo upade, ne? In otroci so mogli doma na stranišče ven, ne? In so rekli, ti, ki so na to 800 otrok, so rekli, veš kaj, jati, jaz ne bom hodil v tem dežu ven na stranišče, narediti tak stranišče, ki ga ima župnik. In so delali stranišče. Kar je bila tretja stvar, je bila pa pol posledica tega, ko je bila ta hudi cikloni so bili, on ima je rekel, da so vodo pili in kuhali vse z nje, ne. In to, ko je ciklon popucil, to je šlo vse v reko in to reko so pili, ne, in to je bilo bolezni, koliko ste hodili, to so veliki mrtvi, griže se, ne. Naenkrat je polovica bolezni izginila. Pa gdje je, pa zdaj, ja, lete, stranišča, tako da vam zdaj v vas večer imajo vsi stranišče, ministrica za šolstvo pa že nam ploska, da rekla, lete, v enem udarcu 2 muhe ste bili, ne, otroke zrihtali, dobro izobražene, stranišče imajo, higieno imajo, ne, to je poleg našega duhovniškega osnovnega dela znanovanja evangelija, smo imeli še kupeni drugih stvari, ki smo jih mogli zraven narediti, ne. Tako se pravi, da krščanstvo dol gre naprej. Pa jaz ne vem, jaz sam ne vem točno, zakaj. Oni so religiozni ljudstvo, oni radi verjamejo, ne. Oni verjamejo, oni imajo v sebi to vero, ne. In zato je tudi vera zelo spoštovana, ne. Dol, da bi, redko kdaj, kjer ga dobiš, da bi se norce delal sveti stvari, bi pa rekel, to je bedarija. Jaz vem, smo imeli viden primer, ne, ki bi imel pijan, smo imeli pogreb, pa smo pridigali, smo rekli, smrt je edini most, rojstvo pa smrt sta edina 2 mosta, preko katerega bo vsak človek, jer tle ne izjemo, vsi pridemo iz most rojstvo v to življenje, smrt v ono življenje, ne. Pa je bil eden mal pijan je bil pa rekel, ja, če ne bom šel čez most, bom pa plaval, ne. To so pijani, pa se norce delajo ničke, ne. In mi smo rekli, dobro, se vrede, ne. Čez en mesec je bil hud ciklon, tist most, po katerem so hodili v vas, zalit, on je bil tudi malo pijan, zaplaval, vstal v vodi, mrl, ne. In ko smo ga ven dobili z vode, ne, se rekel ljudem, a niste ne žalostni? Ne. Zakaj pa ne? Vse sam rekel, da boš plaval. Zdaj pa zaplaval noter, sveti stvari se ne dela norcev, ne. In rekel, lej, pa nismo verni, sam slišal smo njegove besede, sam si je skupal v rob, ne, in niso nič bili žalovali, ne. Se pravi, da imajo tisto svetost v sebi, ne, dočim Slovencem pa to zginje, ne. Jo, pa kaj to, vse to nešto pa bile. In se rekel, veliki cerkvi, če vam ne paše, ti bote, ne, ker ti se ne moreš z Bogom bojevati, ne. Mi smo, če prebiramo s stvarmi, mi smo jajce, Bog je pa skala, zdaj pa ti 2 skupaj udar. Jajce se bo zdrubil, ne kamen. Se pravi, če ti ne paše, bo tiho, premišljuj, ne pa govoriti proti Bogu, ker bo tako nazaj udaril, da bo grozno. Čeprav je ljubezen, ne? Ja, ampak je pa pravičen tudi. Sem ljubečen za svojega otroka, samo čas ga mora pa tudi po 6 flikati, da je vse narobe. In Bog isto tako vzgaja, ne? Se pravi, da imajo ta lep odnos do krščanstva, imajo lep odnos do življenja, tako naprej. Zdaj naj že malce čas preganjam, je zelo žal, ker še imamo veliko za govoriti, ampak če pogledamo teh vaših 39 let v misijonih med Malgaši na Madagaskarju, kaj je tisto, kar bi izpostavili sedaj ob koncu, da vam je nekako najbolj zaznamovalo to vaše misijonsko delo? Gospa Ledi, jaz sem po naravi boemski tip, ne? Jaz sem rad življenje. Imam rad življenje, jaz rad živim, ne? Jaz sem rekel enem mojem prijatelju, jaz sploh umoril ne bom, ker prerad živim, ne? Ja, res, ne? In prav ta veselje do življenja, ki ga morbiti v Sloveniji ni dost, ne da ga ni dost, ali pa na tak pesimističen način se izkazuje, ne? Pesimističen, otožen ali pa, ja, nostalgičen način, kot da nekaj nam manjka, ne? Pa imaš mladi, ki so dobri kristjane, ne? Ki so zapijeti, ampak mu tako v glavi čutiš, imaš, ja, tle ni tisto, kar bi človek želel, da pride z njih ven, nekaj manj skritega, ki nam skupaj ven, da, ne?
to na Madagaskar sem od prvega prehoda do odhoda vedno imel pred seboj, da so zbruhli. Da oni so zbruhli od veselja do življenja, ne? Pa so bili bolan, pa niso nič imeli, ampak veselje do življenja bo vedno prisotno. Ne? In med takimi ljudmi živeti vero pa krščanstvo je bilo lušen. Zakaj? A bomo tu naredili, da bomo liturgijo polepšali. Ja, župnik, dajmo, še kaj druga. Se imate ideje, dajte še kaj dodati. Ja, bomo pa še tu dodati. In to je bilo čudovito. Smo imeli mi velikonočne trodnevje, ne? To je bila nabita cerkev, Velika četrt, Velika pet, Velika sobota. Gospa, to je bilo več kot na Veliko noč ljudi. Ne? Oni so čutili, kako je Jezus trpel. Oni so čutili zadnjo večero. Oni so, res uživaš. Ne? Tako da sem se včasih rekel, Bog ve, če bom jaz sploh v nebesa prišel, ker že tle uživam. Ne? Nebesa so pa veselje, ne? Večno radost, veselje, ne? ja. Ne? Tako da bi mogel mičkaj trpeti v tle, da če bom v nebesa prišel. Ampak Se je pojavilo to trpljenje. Je pa to, veste, tisto življenje nam manjka, da začutiš tisto pošteno, ne, pošteno veselje. Iskreno. Iskreno življenje, iskreno veselje, ne. Ko čutiš, da ne živiš v prazno, ne, da ne živiš v prazno, ne. Vsak korak, ki ga narediš, veš, da je spremljen s tvojim bratom Jezusom, da je spremljen s tvojo sestro smrtjo, ne, da skup hodimo. In nisi nikoli sam. In ta občutek osvobojenosti, ne samote, to je čudovita stvar. Seveda je pa to zelo ti pa hudo na Madagaskar, ker je pa še toliko uboštva. Jaz sem se zdravo sešel nazaj, da bi hrano podelili našim ljudem, ker tle, ko sem jaz bil župnik, tle ni bilo lakote. Ko sem pa šel domov, je pa list ciklon bil posebno jesen, to je bilo 5, 6, 10 tožnih ljudi, ki so od lakote umirali. Ko sem jaz doktor na klinično rekel počakaj, sem bil že na operacijo, pripravljen sem počakaj. Grem jaz tu dol najprej nasititi, pa bom prišel pa nazaj. Ne? In tle se pokaže dobrota slovenskega naroda. Vete, v tej nostalgiji, nostalgični duši, ki imamo Slovence, je toliko dobrote, da po moje, da ti kjer na svetu. Jaz sem dobil v 2-3 tednih, tudi naredili smo 5 mesecev hranili 10,000 ljudi. Ampak to, brez vprašanja. Trpijo, tu imaš. Jaz sem šel dol, rak se mi je razvil, jaz sem mislil, takrat že kar dol ustal, tukaj se je razvil rak, ampak leta, rešen smo jih. Naši doktori v Sloveniji so pa mene rešili, ker naši doktori bi mogli vsi dobiti Prešernovo nagrado, ker so čudoviti, dobri doktori. Se pravi, da je življenje vedno med seboj povezano. Če imaš pa upanje, da delaš to zaradi ljubezni do Boga, do sočloveka, je pa vsak dan čudovit, enkraten. Osmišljen. Do zadnje minute. Do zadnje minute. To je res čudovito. In ta mesec je misijonski, jaz bi rekel, naša dolžnost je vznaniti evangelije, kjerkoli smo. Res, da so to dežele, ki še se ne poznajo toliko, da nas dejansko še rabijo. Še rabijo, zato ker določene stvari je treba pomagati, čeprav so že precej samo svoje, naredili svojo pastoralo naprej, se včasih moraš pomagati. In kristjani se moramo med seboj pomagati. Tam, kjer te rabijo, moraš jeti. In da ta oznanjevanje gre naprej, da ljudje spoznajo, jaz res odrešenika in da z veseljem sprejme krščanstvo. Zato mislim, da je prav, če se večkrat pomeša, tudi če že več duhovnikov dol v Sloveniji, rabijo, da se malo pomešajo, eno zagotovilo, da niso sami, da se zraven in tako naprej. Misionar Tone Kerin, jaz sem vam zares hvaležna, iskreno hvaležna za tako srčno pričevanje. Jaz bi še imela 1000 vprašanj. Naprimer, rada bi vas še vprašala na koncu tale vaša majica, ki jo imate, to je simbol verjetno kakšen poseben? To je značilno za malgaško kulturo? Afriška noša je to. Mene pa zelo všeč, mi pa še, se rekel, jaz bom Slovenija. Kar precej imam. In to malgaške zelo radi nosim. Ker malgaške razume tudi bolj barvo kot naš. Radi barve pa vse. No, tako da res sem vam hvaležna, in upam, da še se kdaj dobiva, da še rečeva, kajti dotaknila sva se samo nekaj tem. Nasplošno pa vam želim, da tukaj v Sloveniji
obrodite iste sadove, kot ste v Afriki, pa da se tudi vrnete nazaj, če je to Božja volja. In jaz verjamem, da je tudi zelo vaša volja. Zelo. Da tudi mi kot gledalci tukaj na televiziji, pa gledalci, ki nas spremljajo, pa zmolijo za vas in za to vašo bolezen, ki je, da priprošnjo k naši mamici Mariji in Jezusu, da se res zgodi to, kar Gospod načrtuje, da lahko boste svoje talente še naprej udejanjali, tako kot ste zdaj, tako in bogato, da obrodijo. Hvala, gospa, in želim tudi, da bi vedno v molitvi povezane, takrat nisi sam, ker Jezus združuje, kot smo začetku rekli, Jezus vedno združuje. Da bi šel pa rad na Madagaskar, to pa ste najbrž opazili, ker je, veste, to je 39 let dol živeti, to je pusti posledice, in ta odprtost, ta veselje do življenja, to ne bo mene zginilo, to je verjetno že od vsega začetka. In če se bo le dal, da bi naše slovenske vernike prebudili, da bi spoznali, da v Jezusu je največ vesele in da bi postali živa vera, živa cerkvena skupnost, tako kot je podnekaj. Vse je že velike, ampak še bolj. Da nas ne bilo strah gostili zmoliti, Očeta in Sina in Svetega Duha, na glas, da jasno pričaš, sem kristjan, da se zavedaš vseh vrednosti, ki nam jih Jezus dal, da je krščanstvo lepo, da je krščanstvo bogato, da je krščanstvo ne dela psihičnih bolnikov, kot je ne ciljna družba tu dela, ampak da v krščanstvu naše vere je cilj. Cilj je z Jezusom biti in da nisi nikoli sama, pa z Jezusom naprej. Želim vam veliko dobrega. Bog klonaj, Bog hvala. Vam, naši cenjeni gledalci, naše drage gledalke, pa hvala lepa za to spremljanje. Ne pozabite, vsi smo misionarji upanja, še posebej v letošnjem svetem letu, in bodite tudi vi misionarji, pa ne samo upanja, ampak veselja, tako kot smo danes slišali. In širite to veselje najprej med svojo družino, med svoje sodelavce, med svoje prijatelje in med ljudi, ki jih srečate na cesti. Bodimo zares misionarji veselja in upanja. Hvala lepa, da ste bili z nami in Gospod naj vam podari obilo veselja.